1971 smo se prvič predstavili z razstavo likovnih del. Odziv pa je bil tolikšen, da nam je dal nov zagon za ustvarjanje. Tako smo ustanovili likovno sekcijo Slovenske Konjice in se vključili v DPD Svoboda. Pričelo se je zares, je povedal Franci Ratej, ustanovni član društva in dolgoletni predsednik. In od tega je minilo že celih 45 let. Spoštovani likovniki, ljubitelji likovne umetnosti, spoštovani gostje, župan Miran Gorinšek, prisrčno dobrodošli na odprtju razstave v počastitev 45. obletnice delovanja Društva likovnikov in fotografov Slovenske Konjice. Maja leta 1971 se je na pobudo Konrada Sodina začela zgodba o uspešnem društvu. Jaroslav Germ, Andrej Gračner, Slavko Slapnik in Franci Ratej so na željo Slavka Pečovnika prvič razstavljali v današnji mali galeriji Doma kulture. Kmalu se je pričelo resno delo in takratni likovni sekciji se je pridružilo kar nekaj novih članov. Organizirali so lastne kolonije, pričeli sodelovati na ekstemporih in drugih kolonijah. Vse skupaj je potekalo pod budnim očesom prvega mentorja Petra Krivca iz Vojnika. Kasneje je to funkcijo prevzel Milan Lamovec Didi. Natanko pred 20 leti so takratni člani likovne sekcije ustanovili samostojno kulturno društvo. Kulturno društvo konjiških likovnikov. Kasneje so se društvu pridružili še fotografi in društvo se danes imenuje Društvo likovnikov in fotografov Slovenske Konjice. Društvo se je leta 1998 vključilo v Zvezo likovnih društev Slovenije. Število članov je iz leta v leto strmo naraščalo, s tem pa se je dvigovala tudi kvaliteta dela. Vsakim novim članom je bila skupna zakladnica znanja večja. Člani že vsa leta ustvarjajo v različnih tehnikah, kot so olje na platno, akvarel, akril, mešana tehnika, pastel, grafika, svinčnik, skulptura in intarzija. In ravno različni pristopi so tisti, ki bogatijo člane, saj lahko poskušajo še druge tehnike in se v njih posvetujejo. Za aktivno delo so tako društvo v celoti, kot tudi številni posamezniki, prejeli občinske kulturne nagrade. Še posebej so društvo z uspešnim delom zaznamovali Franci Ratej, Milan Lamovec Didi in Arpad Šalamon. Občinske nagrade ob kulturnem prazniku pa so v preteklih letih prejeli tudi Slavko Slapnik, Franjo Mlakar, Heda Vidmar Šalamon, Zlatko Prah, Franjo Funkal in Franci Skrbinek. Že 45 let so člani društva vpeti v številne projekte in s tem na svoj način prispevajo k razvoju lokalnega okolja. K pozdravni besedi zato vabim Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice. Spoštovane članice in člani društva likovnikov in fotografov Slovenske Konjice, cenjeni gostje, gospe in gospodje. Tale polna dvorana ob današnji slovesnosti priča, da se ogromno ljudi zaveda, da ima človek nekaj več potreb kot ostala živa bitja. In ena od teh lastnosti je prav gotovo kultura. Nocoj imamo mešanico glasbe in pa seveda likovne umetnosti. In ob tej priložnosti, ob tej 45-letnici je prav, da se ob takšnih dogodkih, da se spomnimo pomena umetnosti in da se zahvalimo vsem tistim, ki so začeli za to dejavnostjo in kmalu tudi osvestili ali pa po domače rečeno okužili podobno misleče za to, da ima danes društvo likovnikov in fotografov tako veliko število članov. In lokalna skupnost je izjemno vesela, kajti brez vašega sodelovanja
bi bilo kulturno življenje v naših krajih dosti bolj revno. In sam se velikokrat nasmejim od tistih vsakodnevnih težavah, ko stopim na hodnik, pa vidim Hedo, kako zopet obeša nove umetnine na zidove našega hodnika v občinski stavbi. In tudi vsi tisti, ki prihajajo v hram goste, se čudijo, kakšno je to sodelovanje, da likovniki kar občinske prostore okrasijo. In na koncu koncev, katere pa bi, če ne ravno tiste naše skupne prostore. Zato, cenjeni umetniki, iskrene čestitke ob vaši 45-letnici za željo, da nadaljujete vaše poslanstvo in da k temu pritegnete pozornost tudi vseh ostalih občank in občanov, ki dostikrat živijo mimo tega, da bi se zavedali, kako je umetnost pravzaprav tista rešilna bilka ali pa sprostitev ob naših vsakodnevnih naporih. Predsednica, prosim, če se me pridružiš, da izrečim priznanje lokalne skupnosti ob tem vašem jubileju. Seveda je to zahvala za dosedanje delo in naj bo spodbuda za uspešno delo tudi v bodoče. Iskrene čestitke. Hvala županu, hvala profesorici Franji Kočnik za glasbeni uvod in podlago na citrah. Da je delo konjiških likovnikov zares dobro, pa niso prepoznani samo na lokalnem nivoju, ampak tudi na državni in mednarodni ravni. Številni člani društva so prejemniki tako imenovanih zlatih palet in certifikatov kakovosti v organizaciji Zveze likovnih društev Slovenije. Kot češnje na torti ob 45. obletnici velja povedati tele zanimivosti, pravzaprav neke vrste statistične bombončke v društvu. V 45 letih delovanja se je zvrstilo 6 predsednikov. Alojz Slapnik, Franci Ratej, Zlatko Prah, Slavko Slapnik, Heda Vidmar-Šalamon, Tilen Šenk in Marja Majer-Cuk. Franci Ratej je bil predsednik kar 28 let, oziroma celih 7 mandatov. Prva ženska članica društva je bila Silvija Škerget. Finance društva in še marsikaj drugega že več kot 40 let ureja nepogrešljiva članica društva Franja Mlakar. Danes društvo šteje 38 aktivnih članov. Razlika med najstarejšim in najmlajšim članom društva je 79 let. Najstarejši član je star 87 let in najmlajša članica društva 8 let. Toliko kot flautistka Ema Livard iz glasbene šole Slovenske Konjice, ki se nam bo predstavila s čudovito skladbo Reflection. Mentorica, profesorica Sandrine Zemljak.
najstarejših zgodb, motivov konjiškim likovnikom, pa je zagotovo legenda o konjiškem zmaju. Med najbolj prepoznana dela sodi poslikava na steni v dvorani Konjičanka in tudi na stropu Mestne galerije Rimer, pa tudi danes jo lahko vidimo razstavljeno. Avtor je Milan Lamovec Didi, naslov poslikave pa Jurij in zmaj. V knjigi Legende in pripovedi na Konjiškem je avtor grafik Arpad Šalamon. Seveda pa omenjen motiv upodabljajo tudi drugi. Pa prisluhnimo legendi, ki navdihuje mnoge konjiške likovnike v pripovedi Dojilje Loti. Loti? Je kdo klical Loti? Dober večer. Dober večer? Jojo si veliko. Torej, kot ste slišali, moje ime je Loti in sem bila nekoč glavna dojilja na gradu tam gor nad tistim hribčkom. Pa so rekli, da je delo dojilje kar nekaj. Pa vam povem, da ni. Veste, koliko pravljic, pa zgodbic, pa pesmic mora dojilje poznati, da lahko uspava vso to nemirno otročat. Če jaz vas takole pogledam, se mi zdi, no, otroci ravno niste, ne. Da bi vam zapela, sem zadnjih nekaj stolij bolj na slabem glasu. Lahko vam pa povem zgodbo o nastanku konjic. A ste za to? Ja. Pred mnogimi leti je v gori valovilo mogočno jezero, v katerem je prebival zmaj, ki pa je bil zelo nemirnega duha in je dirjal sem pa tja, da se je tresla vsa gora in da je bučalo na vse strani neba. Prebivalci ob vznožju gore pa so se zaradi njegovega nemirnega značaja bali, da bi se gora razpočila in bi voda zalila njihove domove in rodovitna polja. Zato so se nekega jutra po nasvet zatekli k bogatemu graščaku, mojemu šefu. Dum, 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 je že na vse zgodaj razbijalo po vratih. Kdo pa je? Kdo tako razbijalo vse zgodaj v tem sončnem jutru? Vaše veličanstvo, pomagajte nam, zmaja se bojimo. Veste, zadnje dni je zelo nemiren in strah nas je, da se bo gora razpočila in bo voda zalila naša polja in domove. A zmaj in je hodil in razmišljal. Potem pa se spomnil. Že vem, kaj pa, ko bi se skušali zmajem pogoditi. Prebivalci so se njegovega nasveta zelo razveselili in že naslednje jutro so se odpravili pred zmajevo votlino. Ko pa so zagledali to pošast, so onemeli od strahu. Naposled pa se je eden od njih le opogumil in pristopil. Gospod Zmaj, oprostite, prosim. Kaj hočeš? Je zadonilo iz Zmajevega vrca. Prosil bi vas, če bi se malce umirili, veste, strah nas je, da bo voda zalila naše domove. Javal bo. Če mi vsako leto v tem času pripeljete najlepšo deklico, da jo požrem, je zopet zadonilo. Prebivalci so bili žalostni, a če so hoteli obraniti svoje domove in polja, so zmajevi zahtevi vendarle ugodili. Vsako leto, leto za letom, so točno ob istem času peljali najlepšo deklico, da jo je požrl. Vsako leto, do tistega trenutka, ko je prišla na vrsto Graščakova hči, njegova edinka, Marjetica. Kaj naj stori? Kako naj obrani mojo ubogo Marjetico? Je Graščakov pokalo srce, tudi ničesar pametnega se ni mogel domisliti. Prišli so kmetje in tudi Marjetico pospremili do Zmajeve votline.
tam pa jo je čakal zmaj. Hidi, Marjetica, čas je, da mi čistiš plombe. Ha, ne, pusti me, je rekla neustrašna Marjetica. Vesela ti bom izmandlal tako dolgo, da te bom zadušila. Ti boš ta, ki se bo zadušila po mojem mogočnem dahu. Je spet zarjovel. Tvojem mogočnem dahu, ja. Raje povej, da ješ crkovino, ko te nišče ne vidi. Ti čr smrdljivi, ti kača pozelhana. To so pa bile besede, ki so zmaja razjezile. In že je hotel planiti po Marjetici, pa je na belem konju mimo prijezdil Jurij in cak, cak, zmajev prirezal nad. Marjetica je bila rešena, dolina je bila rešena, prebivalci so bili rešeni. Greščak pa je dal zahvalo postaviti tisto cerkev, ki stoji še danes tam gor in jo poimenoval cerkev svetega Jurija. In ta potok, ki še danes deli Konjice na dva dela, mu rečemo še danes zmajeva kri ali pa zmajeva slina. Ja, veste, danes se v Konjicah pravzaprav za zmaja nihče več ne zmeni. A kadar zagreni, se prebivalci nehote ozremo proti gori. Pa me pa tako čudno gledate. A ne verjamete, a kako to vem? Ja, bila sem tam. Ja, no, vidite, in tako so nastale Konjice. Zamujam, lep večer, srečno! Osnovno poslanstvo društva je delovanje na področju vizualne kulture. Konjiški likovniki ustvarjajo številne razstave na različnih lokacijah po mestu, posebno pozornost namenjajo delu z mladimi, še posebej Arpad in Heda Vidmar Šalamon v okviru društva sodelujeta s številnimi šolami v kraju in z varovanci varstvenega delovnega centra in učenci v parku ter društvom Vizija. Pripravljajo številne likovno-kreativne delavnice, ustvarjajo poslikave, kot je že omenjena na steni v dvorani Konjičanka, skupne projekte, kot je skulptura posvečena medvojnim in povojnim žrtvam, soustvarjajo številne lokalne prireditve, delujejo dobrodelno oziroma podarjajo številna likovna dela v dobre namene. Skupaj so, kot pravi Marja Majercuk, predsednica društva, ena velika umetniška družina. Vsak član je unikaten delček društva in ponosni so na prav vsakega posebej. Osrednjo besedo v odprtju razstave in 45-letnici društva predajam predsednici Mariji Majercuk. Izvolite. Pozdravljeni v tako velikem številu in prvo bi se najraje res z veseljem zahvalila za pridobljene priznanje od gospoda župana in tudi vseh naših sogovornikov in somišljenikov, predvsem pa našim članom našega društva, ki danes razstavljajo ta prelepa dela. 31 je članov, ki so ustvarjali to prelepo našo veliko dvorano in ko so okrasili tudi malo dvorano in bi tu prosila na tem mestu Jernejo, če bi prebrala vse člane, ki razstavljamo v tem trenutku v teh dveh dvoranah. To so Amanovič Dušan, Brzovšček Marjan, Brečko Milojka, Funkel Franjo, Golob Eneja, Hribernik Anita, Jakopič Majda, Jančič Nina, Jelenko Aleš, Konec Jani, Kranjc Karolina, Kujavec Zorica, Kumer Vojko, Lamovec Milan Didi, Majercuk Marjan, Marovc Suzana, Milosavljevič Tatjana, Pšeničnik Olga, Purk Ajda,
Ratej Franci, Skrbinek Franc, Slapnik Slavko Gadi, Strašek Justina, Arpad Šalamon, Ščurek Božidar, Šenk Tilen, Škerget Silvija, Tomova Živčič Ana, Tomše Alen, Tomše Slavko, Vidmar Šalamon Hedvika in Voler Zofija.